Približuje se nevihta. Ne le tukaj v New Yorku, tudi na političnem prizorišču. Saj spopadi že potekajo, seveda, saj se približujejo volitve. In prizorišče se seli znotraj republikanskega kroga, kjer je več ali manj znano, da bo najbrž eden zmagal, in to je Mitt Romney, se seli že na globalno prizorišče proti Baracku Obami. Ta pa tudi že nastopa, zbira denar, ogromno denarja in prepričuje svoje volivce oziroma jih sili v nekakšno razredno vojno, pravijo njegovi kritiki. Namreč hoče, da bi tudi najbogatejši plačali vsaj toliko kot njihove tajnice. Ampak kmalu se v to lahko vključi tudi tretji dejavnik in to je še tretja veja oblasti. Namreč do zdaj je potekala vojna v glavnem le med kongresom in predsednikom, ki je to izkoriščal, saj je precej bolj popularen od kongresa. Toda zdaj, ko Ustavno sodišče odloča o njegovem največjem uspehu, to je zdravstveni reformi, ki jo nasprotniki imenujejo Obama varstvo, se lahko zgodi, da se bo Obama spustil v boj tudi proti njim. Sploh, seveda, če bodo razglasili, da je njegov zakon neustaven. To mu seveda lahko koristi, ker tudi Ustavno sodišče ni pretirano popularno in seveda tudi ne bo pridobilo na popularnosti, ne glede na to, kako se odloči. Ljudstvo je glede tega zelo razcepljeno. Obama utegne torej pridobiti, če gre v boj proti Ustavnemu sodišču. Toda kaj to pomeni za državo, ki že zdaj zaradi razcepljenosti v kongresu ne more nič bistvenega odločiti? Nič kaj dobrega najbrž za državo, edino supersilo, ki menda tudi že precej usiha.